Takole, nazaj, zelo hiter, zato ker obljuba dela dolg. Jaz sem namreč v prejšnjem vlogu povedal, da bom na svoji spletni strani janmacarol.com objavil cenik svojih storitev oziroma nek media kit, koliko sem jaz pravzaprav računal te stvari oziroma koliko sem jih želel računati, in tega nisem naredil. In na to me je danes v bistvu opomnila statistika spletnega mesta, ki mi je poslala eno sporočilo, da je precej ljudi šlo na janmacarol.com in kaj sem naredil, da se je to povečal promet. Tako da ugotavljam, da je toliko zanimiva tema, toliko kontroverzna tema, pa tema, ki vas bo sigurno zanimala, da se mogoče splača, ne bom rekel odvlogati, ampak narediti en how-to video. Tako, jaz se v bistvu trženjem oglasnega prostora ukvarjam precej let. In tudi, ko sem se lotil projekta vloganja, sem vsaj osnove že poznal. In približno leto pa pol nazaj, nekje na začetku leta 2018, sem naredil prvi cenik. In ta cenik sem vedno interno pošiljal marketingerjem in se potem, to je bila neka osnova za sestanke, pogajanja, določene cene. Torej, osnova vsakega cenika je lastna cena. Torej, število ur, ki jih vložiš v nekaj, in cena, ki jo želiš dobiti na to urno postavko. Zdaj, če si ti 8 ur nekje v službi, pa če je tvoj cilj, da boš 1500 evrov neto zaslužil, pol cene svoje delo toliko. Pri meni je bilo tako, da sem si v bistvu zadeve relativno enostavno predstavil. Jaz nisem nikoli prodajal ne vsega svojih vlogov, prodajal sem svoj imidž in prodajal sem čas, ki ga vlagam v to produkcijo. Torej, če me je nekdo poklical pa rekel, Jan, mi imamo en zanimiv izdelek, sem rekel, jaz bom zato, da bom ta zanimiv izdelek ljudem predstavil, porabil 20 ur, in teh 20 ur je verjetno nekaj denarja. To je pač long story short, tako nekako gre. In tudi v tujini načeloma ne kupujejo oglaševalci, marketingerji, riča influencerja, ampak v bistvu personality in način, kako to influencerji naredijo. Zato, ker to ustreza njihovi blagovni znamki, zato, ker je ta oseba lahko obraz njihove blagovne znamke. In influencer pogodbe nikoli ne grejo v samo to, da nekdo sproducira neko vsebino, ampak so ponavadi sestavljene na daljši rok, ker se ta oseba potem pojavlja tudi v medijih klasičnih in še kje drugje kot del zgodbe neke blagovne znamke. Zadeva je popolnoma identična ali pa čisto ista kot pri športnikih. V bistvu gre za športen marketing. Influencer marketing je popolnoma ista stvar. Zdaj, mogoče se vi predstavljate, kako bi izgledala Tina Maze, če bi en dan imela barilo na glavi, drug dan pa Milko ali pa Ilka Štuhec. Enostavno pač influencer je osebna blagovna znamka. To je pač Jan, to je pač Ciril, to je pač Jani, Kulfoter, kakorkoli. Osebna blagovna znamka, ta osebna blagovna znamka ne prenese množice nekih blagovnih znamk, ki vstopajo v to zgodbo. In influencer je lahko verodostojen ali pa dosti bolj verodostojen, kot je klasičen medij, samo v trenutku, ko je iskren do svojih sledilcev. In tisti trenutek, ki pač nisi več iskren do svojih sledilcev, zato ker enostavno moraš služiti denar, na drugi strani pa marketingerji zato pač ne zastopajo na ta pravi način, imaš lahko pač kar veliko težav. Tako da ja, jaz sem spodaj na povezavah na janmacarol.com dal dva dokumenta. Prvi dokument so bili dogovori o sponzorstvu določenih sklopov. Jaz sem se odločil, da bom 3 sklope delal, lifestyle, avtomobile, bolj na področju elektrike, bolj na področju tega, da jaz avtomobile kupujem, vloganje, ker tudi to čisto zares v Sloveniji ni čisto dobro definiran. Kdo je zdaj reviewer, nekdo, ki dela teste izdelkov, kdo je pravzaprav vloger in kaj vloger pomeni, nekdo, ki dokumentira svoje življenje in v bistvu dela na nek način reality show. Torej to, pa travel je bil, pa tehnologije. Tako da jaz sem en sklop oblikoval, predvsem zato toliko širok, zato ker je Slovenija toliko majhna in v bistvu na enem področju, recimo samo na avtomobilizmu ali pa samo s tehnologijami ali pa samo s travelem, kot nek ustvarjalec vsebine v tem prostoru, ne govorim globalno, težko obstajaš, ker imaš premalo sogovornikov. Zdaj, če si ti travel vlogger, pa imaš vse turistične organizacije na svetu, potem pa delaš v angleščini, imaš pač širok spekter, tako imaš pa v Sloveniji relativno ozkega, ker je pač slovensko govori samo 1,5 milijona ljudi. Tako da eden ključnih problemov slovenskih videoustvarjalcev je količina ljudi, ki jih nagovarjamo. Jaz, če bi vlogal v angleškem jeziku, bi nagovarjal najbrž 2-3 milijarde angleško govorečih oziroma vsaj
slušno razumevajočih ljudi. V Sloveniji pa nagovarja 1.349.000 slovenskih spletnih uporabnikov, mislim, da je to nek podatek iz leta 2018. Od tega bistveno vprašanje, koliko je vmes otrokov, ki jih ne zanima, ne pa v bistvu koliko je recimo tudi tujcev. Tako da so ene stvari, se je treba zavedati, mikromehni smo, to je dobesedno tretjina Dunaja. Tako da te stvari, zato pač slovenski vlogerji ali pa videovlogerji nujno moramo dobiti sredstva strani sponzorjev, ker drugega načina preživetja ni. Namreč pričakovanje, da boš zaslužil z oglasom na YouTubu, ne, to pač no option, tukaj mogoče lahko napraskaš 30 evrov na mesečni ravni v najboljšem primeru. Da boš služil z afiliati, to je kot ti nekoga pošljaš v neko spletno štacuno, ne, mislim, Slovenci ne kupujejo pri tujih spletnih trgovcih, ampak še vedno večino nakupov opravlja pri slovenskih spletnih trgovcih. Tako da ti afiliati na Amazonu, eBayu in podobnih rečeh ne delujejo. Tako da to, kar načeloma predstavlja 60 ali pa 70% prihodkov nekega vlogerja v angleško govorečem svetu, za slovenskega vlogerja pač ni opcija. Zato smo odvisni od v bistvu sponzorjev, torej nekoga, ki se za to osebno blagovno znamko, ki je lahko ali Peter Prevc, ali Jan Macrol, ali Ciril Komotar postavil za daljše obdobje, ali pa pri projektih, kjer v bistvu plačujejo čas, ki ga mi namenimo temu, da ustvarimo neko osebino oglaševalca. To tudi jasno povemo, da smo ponosni in tako naprej, da so nas brali za njihovega messengerja. In če bi tako funkcioniralo, bi bilo vse v redu. Jaz mislim, da zakaj zdaj govorim o teh stvarih, zato ker eden bo mogel začeti govoriti, pa noben drug si to ne upa, jaz načeloma nimam kaj izgubiti, sam pridobim lahko. Dejstvo je, da produkcija ni poceni stvar. Treba je imeti opremo na eni strani, treba je imeti pomoč, treba je imeti producenta, nekoga, ki to trži, ker če ti to tržiš, ne moreš ustvarjati. Treba je skupaj enih stvari, je zelo podoben televiziji in načeloma videa za 200-300 evrov noben ne more narediti, sploh pa ne kakovostnega. In marketingerji se počasi tega morajo zavedati, da je ta effort, ki ga vlagajo dobri videoproducenti ali pa vlogerji ali pa reviewerji, vreden precej velik denarja. Tako da tudi mogoče zato vas bo ta cenik nekoliko šokiral, bo rekel, mater, Jan je pa hotel, ampak je čist empiričen in čist takšen, kakršen bi mogel biti. Nekaj sem še hotel povedati, pa sem pozabil. Ja, državnem svetu in te vlogerji, ki jih vidimo pa influencerji na YouTubu, to so medijske podjetja, to niso posamezniki, ki malo dvigujejo kamero, pa malo nekaj povejo, tudi Casey Neistat ima eno sobo levo, pa tam so bili 3 ljudje, ki so mu malo pomagali. Ne vem, če spremljate avtomobilistično 150, več kot 30 zaposlenih ljudi, Unbox Therapy predstavljajo 4 svoje ožje sodelavce, vemo, da jih je več kot 20. 12 jih pride na mednarodne predstavitve s to osebo. Tako da to so stvari, ki se jih ne zavedamo. Gre v bistvu za pogone, ki izgledajo ali pa ustvarjajo vsebino v vibih ali pa na način, kot je primeren za YouTube, so pa zdaleč od tega, da naključne in njihovi uspehi so del inženiringa. Tako da tudi zato, ko boste gledali ta cenik v bistvu vključuje to, da influencer dobrega video kontenta, kjer proba nekaj povedati, ne samo mogoče dokumentirati, ne samo mogoče nekaj na hitro narediti, biti mičkam bolj kakovosten pri tej videoprodukciji, enostavno drugače ne gre. Jaz vem, da se bo ful usul enih stvari na tole, vem, da je tema, ki je ful vroča. Rad bi slišal tvoj koment, tvoje mnenje. Kot pravim, nikoli nisem prodajal riča, vedno sem prodajal svoj vložen čas, svoj obraz pa kredibilnost. Smešen pa je, da raven najmanjši oglaševalci, Vidkar, naprimer, so ugotovili, da lahko izsek iz mojega vloga, kjer so mi poslali neke preproge, plastične gledring za avto, da ta izsek iz vloga, ki jaz govorim, kako sem že to imel v katrci, lahko uporabil kot svoj video oglas. In jaz sem predvsem pogrešal pri temu, da naročniki niso razumeli, da lahko to povežejo s svojo trgovino, da lahko povežejo ta vlog z marsičem drugim in da jim lahko na drugačen način doprinese.
vedno sem bil presenečen nad tem, kako so mehni oglaševalci, ki se morajo znajti, v bistvu to embrace, dojeli, tudi razumeli, da treba kako nagrado za sledilce dati in s tem naredili izjemne rezultate. To so tudi recimo neki glampingi, ki so imeli več kot 100.000 ogledov in tako naprej. Stvari, ki so šle res dobro. Tako da gre za emotivno obliko marketinga, kjer na drugi strani mora biti dober marketinger. V Sloveniji, nažalost, predvsem pri največjih blagovnih znamkah, je pa to prej redkost kot pravilo. Tudi zaradi tega, ker slovenska medijska scena, pa oglaševalska scena še vedno živi, ja, vsaj v letu 2005, če nekakih 10 let prej. Tako da upam, da sem povedal svoje stvari, zdaj me nekaj časa ne bo, kam prišel nazaj, bom pa malo drugačen, malo bolj smešen, malo bolj komičen, pa malo manj bom vlogo. Vidimo se.